Boljši folk in dobrodošli v nov YouTube video. Dobrodošli v nov Full Day of Eating oziroma drugo epizodo od moje Shredding Season serije. Full Day of Eating pri 3500 kalorijam. Trenutno, ko snemam ta video, sem v 4. tednu svojega kata, tako da zdaj sem na 3500 kalorij. Kot vidite, je jutro. Preden začnemo s tem celotnim Full Day of Eatingom, prosim folk, če spustite like na ta video, ker mi ful pomaga. In tudi pomislite na to, da se mogoče subscribate, ker več kot 50% folk, ki gleda video, ni subscribeno, tako da pomislite na to, da se subscribaš. Imamo jajca, beljak, polno zrno toast, banano in za pripraviti olivno olje v špreju. Tri jajca, 200 gramov beljaka, 6 kosov polnozrnatega kruha, ena banana, kava z približno 2 deci ovsenega mleka in pa potem folk supplementi. Vsi supplementi seveda folk, kot tudi tisto olivno olje v špreju, Jim Beam, tako da za Jim Beam pričekirajte link v descriptionu, moja kodica MAX5 za 5% popusta. Prvi, omega 3, kisline omega, ribe kisline, 2 do 3 kapsule na dan odvisno. Potem edino tiste dneve v tednu, ko si pač izberem, da bom jedel kakšno mastno ribo, potem tisti dan ne vzamem omega 3, če ne pa res vsak dan. Potem imamo železo. Železo še od času nogometa vem, da mi ga pač genetsko meni primanjkuje od vedno. To so mi vedno zdravniki govorili, tako da se absolutno supplementam z njim. Eno kapsulo vsako jutro. Potem imamo kalcij, kjer ga v bistvu glavni vir kalcij, ki ga pridobimo, so v bistvu mlečni izdelki, mleko in tako naprej. Jaz pa že skoraj zdaj pol leta ne tikam nič od tega, ker sem razumel, da imam težavo z laktozo, tako da mi kalcij absolutno primanjkuje in se zato z njim supplementam. Imamo cink, zelo dober dodatek oziroma supplement, ki v bistvu res lahko pomaga pri tem, da pospeši naravno proizvodnjo testosterona in kot ste videli tudi tistikrat, ko sem si šel testirati kri, da v bistvu sem kot naravni bodybuilder, naravni fitnesser zelo optimalen glede testosterona. Tako da te supplementi imajo sigurno tudi nek vpliv na to oziroma neko pomoč, da je bil moj testosteron tako visok. Te imamo vitamin D3, klasika, sonce. Jaz nisem dosti na soncu, še posebej zdaj absolutno po zimi. Je potrebno malo več vitamina D3 vzeti. Poleti sem mogoče 1 do 2 vsako jutro. To so te majhne, to so v bistvu res kroglice, v bistvu, ne pa kapsule. Tako da zdaj po zimi 2, mogoče tudi do 3-4, odvisno vsak dan. Potem imamo supplement, ki ga jaz pravim že od vedno, ampak je zdaj postal absolutely v trendu. Ashwagandha. To ni noben testosteron booster, karkoli govorijo tej, ki dajo na TikTok ta trend, da boste gradili več mišične mase z ashwagandho. Ashwagandha meni pač ful pomaga glede stresa. Glede stresa ful pomaga, to sem opazil. In ono, ki je kao neki emotionless, ne vem, pač jaz... To je po mojem samo nek bullshit trend narejen za TikTok, da se to več prodaja. Ampak glede stresa, glede tega, da niža kortizol levels, je absolutno dobro, ker to sem opazil, tako da glede tega ashwagandha top shit. In še nazadnje malo bolj poseben dodatek, in sicer kurkuma in pa ingver. To je res tako neka super hrana, super živila, ki sem videl, da v bistvu tu nimam nek realen razlog,
ampak je tako nek dodatek, ki so naravne sestavine in sem videl, da full bodybuilderji vzema kao za health, tako da pol sem videl, da imamo tega na Jim Beamu res full visoko kvalitetnega in sem rekel, si bom vzel, da mogoče dodam še tistih 0,5%, 1% mojemu zdravju. Tukaj folk vam dam screenshot iz MyFitnessPala. To je to za prvi obrok in sicer zajtrk, pa se vidimo na drugem obroku, ki je zame pre-workout meal. Tukaj imamo 150 gramov pašte, 250 gramov piščanca, tisto olje za pripraviti meso, 6-7 gramov mililitrov, kakorkoli, in pa 250 mililitrov oziroma gramov paradižnikove omake, res simple obrok. Tukaj folk imate makrote za second meal, za drugi današnji obrok. Kot sem prej rekel, mislil sem, da bo to pre-workout meal, ampak sem videl, da bom danes šel trenirati zvečer, tako da bo to normalno drugi obrok in se vidimo na tretjem obroku, ki bo pre-workout meal. Ok, folk, tretji obrok pripravljen. Hitro povem makrote za ta obrok. In sicer imamo 762 kalorij, 105 gramov ogljikovih hidratov, 14 maščob in pa 54 beljakovin. Kot vidite, obroki so res preproste sestavine, nič kaj posebnega. Edina stvar, ki se mogoče spreminja pri obrokih je, zajtrk se ne spreminja, mogoče pri drugem obroku, kakšenkrat namesto piščanca si v drugem obroku dam mogoče tuno skupaj s pašto, pa v tem obroku tukaj, ki ni vedno tretji obrok, večinokrat je četrti obrok, torej zadnji v dnevu, ker grem trenirati bolj popoldan. Mogoče v tem obroku si namesto govedine dam mogoče kakšen losos enkrat do dvakrat na teden, prav lososov file, ne. Če ne pa ostala dva obroka, torej in shake in pa zajtrk, torej jajca in to zostaneta res enaka glede sestavin, res enaki. Ena zelo pomembna stvar, ki bi rad izpostavil, je to, koliko različnih virov beljakovin imam. Mislim, da je to res tako, to stalno imam v glavi, da v enem dnevu dobivam beljakovin iz čim več različnih virov, kar bojo danes na primer jajca, piščanec, govedina in potem v shake zvečer beljakovine in pa skir jogurt, ampak shake bom itak pokazal potem. Še ena stvar, ki sem hotel reči samo glede treninga. Danes treniram zvečer, tako da pre-workouta absolutno ne bom vzel. Po 6 uri popoldan oziroma 5-6 uri popoldan ne vzamem več pre-workouta zaradi kofeina. Če bi vzel pre-workout, bi zapisal tudi pre-workout, ker na primer pre-workout, ki ga jaz uporabljam, Thor z Vitargotom od Jim Beama ima 60 kalorij na en skup. Treba upoštevati tudi to, ker 60 kalorij vsem 60 kalorij. In se vidimo na zadnjem obroku in sicer post-worky shake. Ok, folk, evo mi iz treninga. Gremo zaključiti ta full day of eating z shakeom in seveda jaz po treningu, če veste, če ne veste, magnezij in pa vitamin C v šumečih tabletah. Vse skupaj imamo nekje 300-400 ml, zdaj imam ovseno mleko, večinoma mandljevo, zdaj imam ovseno. 220-230 gramov teh zamrznjenih gozdnih sadežev.
ena banana, 100 gramov skir, oziroma skira, ovsenih kosmičev imamo 80 gramov, dvajset gramov beljakovin oziroma izolata, kreatin si bom dal tudi v shake, ker si ga nisem dal v pre-workout. In za finish še malo zero calorie chocolate syrup. Ok, to vse skupaj pride na 773 kalorij. Zaključne makrote današnjega dneva imamo 3449 kalorij, 237 gramov beljakovin, 448 ogljikovih hidratov in pa 71 gramov maščob. Naslednji full day eating ne vem na koliko kalorij bo, sigurno pri nekih nižjih kalorijah. Če si prišel do konca tega videa, v komentarje spusti emoji katerekoli hrane, ki sem jo danes jedel v mojem full day eatingu. Spusti like, ker mi ful pomaga. Kot sem rekel, pomisli na to, da se subscribaš. V descriptionu fol kot vedno vse moje linke imate. Gym, spletna stran, Swipe Brand. Na spletni strani počasi pričakujte zdaj oktobra, začetek oktobra, polovica oktobra, The Complete program, ampak za bulkanje. Vem, da se veliko vas odloča za bulkanje zdaj, tako da pričakujte bulking program, ki ste mi ga tudi veliko zahtevali, ko sem vas vprašal na Instastorih, tako da coming soon. To je to od mene, folk, za ta teden in za ta video in za to drugo epizodo. In se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.